Pozdravljeni, pozdravljene, zapeljane in zapeljani v branje. Danes začenjamo 28. andragoški kolokvij, to je že kar lepa letnica in pravzaprav ga posvečamo branju, fenomenu branja. Kako smo bili zapeljani v branje, kaj se dogaja, kaj pravzaprav branje je? Ali gre samo za razpoznavanje črk, ali gre še za kaj drugega. Tukaj smo zbrani v manjšem prostoru, približno 40 ljudi, za zasloni pa jih je še nekaj toliko, kolikor nas je tukaj. Tako da pravzaprav lep pozdrav tudi tistim, ki vas ne vidimo, vi pa nas vidite. In podobno je tudi z branjem. Včasih pravzaprav vidimo nekoga, ki se ga tako ne vidi, ali pa vidimo isto osebo drugače, kot jo vidi tisti, ki bere. To je pravzaprav neka mistika branja. No, če gremo zdaj naprej, bi mogoče najprej povedala nekaj o današnjem programu. Zamislili smo si ga malo drugače. Nadaljujemo naš projekt Portreti oziroma podobe branja. Veliko ste mogoče o tem lahko že prebrali v novičkah. In si ogledali tudi razstavo, ki smo jo tudi danes postavili v tem prostoru. Zmeraj jo postavimo nekoliko drugače, ker smo pač ljudje različni in so prostori različni in so pravzaprav prilike različne. Iz razstave smo poskušali postaviti tudi bralno gnezdo, ki ga je pripravila ena od naših, bi rekla, natečajnih rešiteljic, če tako rečem, Tamara Tratar, krajinska arhitektka, ki je pravzaprav na nek način svojo idejo, ki jo je zelo natančno izrisala in predstavila, postavila v prostor. S tem smo poskušali pokazati, da se da z majhnimi rešitvami, z poceni rešitvami, celotna rešitev je pravzaprav stala nekih 100 evrov, ustvariti nek prostor, nek kotiček, kjer se lahko bere in tudi tako povabiti k branju. Branje je pravzaprav nekaj, kar je obeleženo v knjigah, v različnih zapisih, vendar pomembnim stvarem ponavadi postavljamo spomenike, neka obeležja, ki nas opozarjajo na nekaj, kar se je zgodilo ali pa kjer nekaj poteka. In tako je tudi bralno gnezdo ali pa neke podobne prostorske rešitve ali neki oblikovalski izdelki lahko opozorijo, ozavestijo našo potrebo po branju. Prav to, ozaveščanje branja je tisto, kar se bomo pogovarjali danes. Kolokvij pravzaprav ni toliko poslušanje in predavanje, kot je, če pogledate etimološko, pogovor. Kolokvij pomeni pogovor, kolokvij pomeni razpravo. In danes bomo veseli, če se nam boste v tej razpravi pridružili, tudi iz občinstva, pa tudi gledalci oziroma tisti, ki spremljate prek spleta, nam lahko pošljete različna vprašanja, komentarje, svoje opažanja, svoje spomine. Kajti govorili bomo tudi o spominih. Zdaj pa bi uvodoma najprej zaprosila našo direktorico, dr. Natašo Potočnik, da nas nagovori, pozdravi andragoški kolokvij in nas spodbudi k razmišljanju. En lep pozdrav. So rekli, da moram tu stati, da bom pasala k pušeljcu, tako da evo, se postavljam in se zahvaljujem Zvonki za njene rože. Mislim, da so Zvonkine. Hvala lepa. Skratka, prisrčno dobrodošli. Vesela sem seveda, da ste se odzvali v takem številu, že zato, ker je junij čas, ko imamo pravzaprav veliko drugih dolžnosti, sicer kater mesec pa je tak, ko jih nimamo, ampak vendarle, to pomeni, da vas tema zanima. In
Torej, mi smo se za andragoški kolokvij, ki je osrednji del tedna vseživljenjskega učenja, osrednji strokovni del in se vsako leto dogovorimo, o kateri sodobni temi bomo razpravljali, si izmenjevali izkušnje, jo osvetlili z različnih teoretskih in drugačnih seveda pogledov bomo razpravljali in tokrat je branje. Branje je namreč večno sodobna tema. Zaradi tega, ker je že zmožnost sama na sebi stalno spreminjajoča se. Biti bralno pismen pred 30 leti, 20, 10, popolnoma nekaj drugega, kot biti pismen danes. Kako se danes znajti v poplavi vseh multimodalnih besedil, ker nas multilinearnost pravzaprav sili v tako negotovo stanje, ker smo bolj kot ne sami odgovorni za to, da pridemo do pravega rezultata branja, kar ni vedno samoumevno. Ampak ob tem seveda se moramo vedno spomniti na osnove. Kaj pa je tisto osnovno, zaradi česar je branje tako pomembno? Kaj so osnove za to, da lahko sporočila, naj si bodo besedna, pa tudi nebesedna, najprej tudi slikovna, razumemo in kako je to seveda osnova tudi za sprejemanje različnih digitalnih besedil. Branje je pa seveda ključno. No, Franci, namig. Sva rekla, da se bova začutila, ampak malo pomagam, a ne? Branje je seveda ključno za več stvari, za vse življenjsko učenje, tako generalno bomo rekli, za osebni razvoj in za družbeno vključenost. In za vse skupine, za zaposlene je pravzaprav spretnost, ki je gonilo profesionalnega napredka. Silite, da se naučiš nove spretnosti, da lahko sprejemaš kritične odločitve, da pravzaprav znaš tudi, bom rekla, razumeti kompleksnejše stvari na svojem delovnem mestu, da spremljaš razvoj v svoji stroki, da spremljaš raziskave. Seveda za ranljive skupine pa pomeni most do vključenosti, do družbene vključenosti, zato da lahko sploh razumejo, kakšne možnosti imajo v življenju, kakšno podporo jim lahko nudi svet okrog njih, kakšno pomoč, vsi imajo pravico seveda pridobiti informacije in z bralno pismenostjo ali pa s pismenostjo nasploh seveda lažje vstopajo na trg dela nenazadnje in postanejo manj ranljivi posledično. Za starejše odrasle je branje nujno zato, da ohranimo kognitivno ostrino, da ostanemo mentalno prožni in da imamo občutek povezanosti z družbo, občutek povezanosti s kulturo. Skratka, ključev cel kup. Pomembno pa je, da ti ključi, eni so tudi polomljeni, pa se jih pol popravi, ne? Da ti ključi odklepajo različne svetove, da je branje ključ za odklepanje različnih svetov, različnih priložnosti, tudi čudežev, če želite. In nenazadnje z enim od teh odklepamo najprej svet bralne bratovščine ali pa sestrščine, če želite. In v to bratovščino smo sprejeti, ko se rodimo. Če imamo starša, če imamo odraslega, če imamo vzgojitelja, ki nam vsak dan bere, ki se z nami pogovarja, ki si vzame čas za nas, se smeji z nami, sočustvuje z nami, se vživi v naše občutke in ta občutek od otroštva, da ti je bilo lepo, ko si je starš vzel čas zate ali pa skrbnik ali nekdo, ki je skrbel za tebe, ta občutek topline zavedno ostane. Asociativno povezuješ branje z nečim prijetnim. In če tudi, ko v obdobju najstništva vsakokrat drugi interesi nekako preglasijo interes za učenje in branje, to se raziskave kažejo, ni nič narobe s tem, se ti otroci vedno vrnejo nekako, ko so odrasli, želijo spet ponoviti ta občutek. Če povezuješ branje z nečim prijetnim, je seveda to zagotovilo, da boš v svojem prostem času posegal po branju. In zato sem vesela, da si toliko prizadevamo tudi za vsebine strokovne s področja družinske pismenosti in še toliko bolj vesela, da je danes z nami dr. Livija Knaflič, ki je bila pri nas, sicer ne v mojem času, ampak sva se že prej poznali, pravzaprav ena mama tega in podpornica in seveda strokovno razvila pojem družinske pismenosti. Skratka, znanje odklepa marsikaj, nič hudega, če ključev ni več, je pa ključ nenazadnje do informacij in s tem do znanja. Znanje pomeni napredek in spet rojevanje novega znanja. Vesela sem, da na Andragoškem centru Slovenije veliko pozornost namenjamo že od samega začetka tej najpomembnejši za nas, najpomembnejši temeljni spretnosti.
da se je tu rojevala prva bralna strategija. Ne vem, če veste, v teh prostorih semle smo hodili, Ester je koordinirala skupino, ampak tista prva bralna strategija sicer ni ugledala potrditve na vladi, jo je pa druga, da sodelujemo še vedno pri Nacionalnem svetu za razvoj bralne pismenosti, da smo svoje tačke namočili in svojo sled pustili tudi v nacionalnem programu za vzgojno izobraževanje. Torej se zavedamo in si želimo čim več aktivnosti nameniti ozaveščanju o pomenu branja. In ne pozabimo, da je, in seveda različnim ciljnim skupinam, da je ravno temu področju veliko časa in veliko zaslug ima za to namenila pokojna Manca Košir, ki je s študijskim krožkom Beremo z Manco Košir, z njenim žarom za branje, znanjem, veseljem do branja in modrostjo seveda navduševala res različne ciljne skupine po vsej Sloveniji. Mi bomo pa danes navduševali, upam, da še tiste morda malo manj prepričane, da je branje temeljna spretnost, podlaga vseh ostalih spretnosti in da si z njo v resnici pravzaprav vsi izboljšujemo kvaliteto življenja. Jaz upam, da vas bomo uspeli z različnimi prispevki v to še bolj utrditi to vaše prepričanje, ker vem, da ste tudi tisti, ki v to verjamete. Če bomo pa še koga uspeli premakniti, pa še toliko bolje. Hvala vam. Nataša, hvala za nagovor, hvala za uvod.